Kaj takega mi danes tudi približno ne bo uspelo. Uživam pa ful. Dobro jutro. Danes se bomo pogovarjali o kratici GTS. Porsche prvič uporabil že v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Pa dolg časa ni bilo, pa so jo znova uporabili, se mi zdi, da leta 2010, danes je pa s to kratico opremljenih kupenih njihovih avtomobilov. Jaz sem tukaj v Italiji, v bližini Verone, v tem trenutku še malo zaspan, ampak čez pol urce, 45 minut, bom zalaufal pa 3-litrski šestvaljnik v zadku Carrere GTS. In zdaj, če si ne predstavljaš čisto točno, kam ta GTS sploh paše, ne moreš tako reči. Najprej imaš Carrero, potem imaš Carrero S, ki je malo bolj našpičena, potem pride pa GTS kot en most ali pa ena stopnica med S-om pa med izvedenko oziroma modelom Turbo. Medtem, ko ima Carrera S tam 450 konjev, jih ima GTS 480, ampak konji drugače niso edina razlika, ne? A veš, detajli, feltne, pa lightweight paket, pa kupenih reči. Ok, zajtrk, pa se gremo pa pelat. Pa da boš vedel, ne, GTS, ko bomo vzeli najprej po navadni cesti, na koncu gremo pa še na pisto. Aha, veš, imaš več variant. Tole je več kot očitno kabrio. Tamle se skriva ena targa, na tej strani, tukaj so pa kupeji. Avto, ki sem ga zbral za prvo furo, je tale ta zelena. Razlogov je pa več. Za začetek zelo mi je všeč barva, ampak glaven razlog, točen tale je tista s paketom lightweight, to se pravi, da nima zadnjih sedežev, sprednje pa stranska stekla so tanjša in zato seveda lažja. Lažji je tudi akumulator. Enako velja pa tudi za sprednja sedeža, zato ker je njun glavni gradnik, guess what? Vidiš tole? Carbon fiber. V podobnih Porschevih školjkah sem že sedel, njihova prednost ni seveda samo v videzu, so dosti lažje, dosti tanjše. Predvsem pa telo držijo na mestu takrat, ko gre najhitrejš, recimo na pisti. Pa še dve stvari sta, poden avtomobila je še dodatno optimiziran v tem smislu, da je še bolj zaprt, da je še bolj flat, pa avto je potem serijsko opremljen s 4-kolesnim krmiljenjem, kar pomeni, da obračajo tudi zadnja kolesa, mečken, ampak dovolj, da se pozna. In zaradi vsega tega, kar sem ti ravnokar naštel, je tale Carrera GTS od običajne GTS-ke lažja za 25 kg. Ok, zdaj pa cajt, da jaz tega hudiča zalaufam. Stikalo za vklop, vsi vemo, je na levi. In grede, pri tem sedežu lahko nastavljaš kupenih stvari. Naprej, nazaj, ročno, ja, zato da se šparajo kilogrami, pa tudi gor pa dol, ampak naklon naslonjala, tega ti določi pa Porsche. In je točno tak, kot mora biti, pokončen, ker dobro vemo, da so v športnih avtomobilih, pa tudi nobenih drugih ne sme ležati. Pa da boš videl, s čem imamo pravka, o vmesniku danes ne bom govoril, mogoče kdaj drugič je pa prenovljen, posodobljen. Instrumentna plošča mi je zelo všeč, ker poglej, na sredini je analogni merilnik motornih vrtljajev, potem imamo pa levo, desno, dva digitalna zaslona z vsemi informacijami, pa tudi te informacije lahko sem pa tja menaš, pa prilagajaš. Tukaj vidiš je hitrost. Volan je, zato ker to velja za GTS-ke, oblečen v Alcantaro. Če imaš ročen menjalnik, je Alcantaro oblečena tudi tista. Pa tole je tudi posebnost, pogled, temen oziroma črn brušen aluminij. Pa tudi sicer je cela kabina popestrena z Alcantaro, na vratih, na ročkah, pa tukaj na armaturni plošči. Ok, zdaj pa cajt, da jaz spelem. Zdaj, s testiranjem avtomobilov je tako. Ponavadi se moraš usesti pa pelati vsaj par kilometrov, da ugotoviš kakšno tako stvar, ki jo lahko povedal naprej, recimo v vlogu. Jaz sem pa po 100 metrih zapeljal čez ležeč policaj, pa sem rekel, aha, tukaj je razlika. A veš, ker jaz sem kakšen teden nazaj vozil Carrero S od avtobrokerja, pa imam kar dober občutek za to, kakšen je tisti avto v smislu blaženja, neposrednosti in tako. In moram reči, da se GTS-ki v šusu čuti, da je malo bolj našpičena. Fajn, se veselim, ker je to ful dober obet za pisto. Tukaj so navajeni, da po take letališče zraven, a veš? Destination is on the right side of the road. Wow, stari. Tole pa dobro zgleda. Daj nehi, pa to je cel Porsche center, ej. Veš, tole iz Verone proti Milanu, tam je 50-60 km ven. Čist nova reč, dajmo pogledati. Stari, je tole 962, a? To je Dauer, imam prav? Čakaj,
Evo, točno tako. Letnik 94, ravno tako 6-cilinder, biturbo, 3.0 mašina, 650 konjev, pa sam tono tehta. Veš, to je eden najbolj brutalnih Porschevih dirkalnikov vseh časov. Poglej, tukaj imajo en tak zaprt, krajši poligon, zgleda kot ena karting pista, je pa celoten center nov in je res v nulo zrihtan. Tukaj so pa avtomobili, ki nas že čakajo za vožnjo po pisti. To je pravzaprav najboljši način spoznavanja dirkalne piste, da greš na njo s preizkušenim strokovnjakom, dirkačem, bivšim inštruktorjem in človekom, ki se pač na avto in na piste fejst spozna. Zato da pravzaprav ugotoviš, kje je ta meja, do kam lahko greš, obenem se pa zavedaš, da kaj takega mi danes tudi približno ne bo uspel. Uživam pa ful. Aha, vidim, da so vsi avtomobili, ki bodo na pisti, opremljeni z lightweight paketom. Pa še ena reč drži, da ne boste mislili, da so vse spremembe več ali manj kozmetične. Mislim, če že primerjamo, dajmo reči Carrero S s Carrero GTS. Drži, črni špegli, črna podlaga žarometov, tale front lip, vidiš, tudi ta je črn, pa ostali dodatki, da ne govorim tudi o feltnah. Pa imamo tukaj črn napis Porsche, pa temne izpuhe, vidiš. Ampak kozmetika je samo ta prvi del. No, pol pa pridemo do tiste stvari, ki se meni zdi daleč najbolj pomembna, do podvozja. Veš, zadnjo vpetje koles, pravzaprav zadnjo vzmetenje. Ta ima po vzoru GT3-ja pa tudi turbota še dodatno manjšo vzmet, ki je pravzaprav integrirana v celoten sistem. Le približno tako izgleda, sem naredil eno fotko, da si boš lažje predstavljal. To seveda prispeva k dodatni športnosti, konec koncev še večji hitrosti v zavojih. Ampak stari ne pozab, ker se ti enkrat peleš zelo hiter, se moraš pol tudi hitro ustaviti. In zato je GTS-ka opremljena z zavornim sistemom iz turba. To pomeni, da so koluti večji. Spredaj 408 mm, zadaj 380. Večja zavorna zmogljivost je pa valjda ključnega pomena, če se bo šel take fore pa take trike. Ne? Če boš vsak toliko časa obiskel tudi kakšno dirkališče, pa če si nasplošno pristaš športne vožnje, pa so orange life pogoj. Ja, pa zdaj se že ves čas vrtimo okrog te oranžne, zelene, pa tam zadaj bele, pa rdeče variante, ampak jaz sem pa končno najdel. Ta kombo mi je pa tako hud, pazi zdaj. Torej, siva barva, ne vem točno kako se imenuje. Na njo zelo lepo pašejo črni dodatki, lep kontrast, lightweight paket. Predvsem pa, gremo noter. Poglej, ročen menjalnik, v tem primeru 7-stopenjski. Po primerjavi z drugimi ročnimi menjalniki v 911, ki je za centimeter krajši in to se pozna, doda k temu športnemu feelingu. To bi zbral. Glede voznih programov, poglej, to je tisto stikalo, s katerim se jih upravlja, to se pravi drive mode. Takole tale gumbek obračaš in začel bom v normal mode. Potem bom pa po krogu ali pa dveh prestavil v sport oziroma v sport plus. You feel comfortable? Yeah, I feel comfortable, yeah. Okay. Let's do this! Še enkrat čez vse kombinacije z inštruktorjem, da utrdim znanje, ki sem ga dobil prej na tistem Hot Lab. Ta je 3-litrski turbo, 480 konjev, navora vsega skupaj pa 570, ampak bolj pomemben je to, kdaj pride na voljo cela kepa navora, to je prne 2 ure 300 vrtljajev. Pol je pa ta krivulja, če si pogledaš graf, zelo ravna, vse do ene 5500, pa še lepo začne padati. Sicer pa avto dostop uspeši v dobrih 4 sekundah. Končna hitrost je 311 km/h, ampak to ni toliko pomembno kot to, kaj ta avto pravzaprav je, kaj predstavlja in kako se pele. In v tem smislu je kompromis med poudarjeno športnostjo pa udobjem. Tale predzadnji ovink je ful dober, ker moraš biti zelo potrpežljiv pa se noter držati, da potem dobiš dobro linijo za zadnji ovink pred štartno ciljno pisto. Če tukaj izgubiš na hitrosti v štartu, turbo se je kar oddaljil, pol ti trda prede in si izgubil sekundo čez celo ciljno ravnino, če nisi prej dobro naredil. Pa še ena stvar je, ne? Ta pista je popolnoma nova. Mi smo tukaj prvi gostje. Zdaj, ker je popolnoma nova,
Tle se avti še niso vozili, niso na podlagi pustili še nič gume, ker pomeni, da je asfalt praktično deviški, ker pomeni pa tudi, da jo prijema danes tukaj veliko manj, kot ga bo čez 3 mesece, čez 1 leto, ker guma je stiki in pomaga pri prijemu. Enač, čas je, da se z dirkališča odpravimo nazaj proti hotelu, pa potem seveda domov. Prej sem imel kupeja, zdaj sem zbral pa targo. Zakaj sem jo pa zbral? Želel sem ti pokazati, na kakšen način, pa koliko malo časa potrebuje, da izvede tako dost fino preobrazbo. Le zdaj to. Dobra fora, ne? Ko marsikdo, ko vidi targo, ne zračuna iz prve, kako se to sploh zgodi. Pol pa, ko vidi, pa reče, nisem vedel. No, zdaj si pa videl, zdaj pa veš. A ja, pa še 2 stvari, zato ker nima lightweight paketa, pomeni, da ima tudi druge sedeže, ker pomeni, da jih premika lahko tudi elektrika, da lahko nastavljam tudi naslonjalo, pa le to. Zbral sem tisto z ročnim menjalnikom. Please drive to the right after 400 meters. Ti pa zdaj, ko sem na ovinki na bazu, sem se spomnil še enega podatka, ne? A veš, valjda so šli tudi na Nürburgring. In čas, v katerem GTS-ka uspe priti naokrog, je 7 minut 25,6 pa nekaj. Kar je se mi zdi za ene 4 sekunde hitrejš kot Carrera S, pa raven toliko počasnejš kot Porsche Turbo. Direkt vmes. Samo ti razgled pokažem, kako je lepo. Ne vem, kako se ta jezer imenuje, ampak se mi zdi, da če gledaš na zemljevidu, je tudi ta naslednji od Lago di Garda naprej. Ok, gremo naprej, mene bojo za ušesa, če nam avto pravočasno nazaj pripelju. Please follow the road for 1 kilometer. Se jaz ne vem, moram še kaj dodati. Se mi zdi, da sem bil precej izčrpan, kar se tiče samih informacij o avtomobilu. Cene zdaj na pamet ne vem, ampak sem se pa verjetno izobrazil. Pa še najprej, hočem reči, da sem zdaj za ceno pogledal, pa sem ti jo tukaj napisal in to je to. Na tak način se ta vlog zaključuje. Upam, da ti je bil všeč, se mi zdi, da je bil kar pester. Lepo se me. Ajde, čau.